Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Danes je velika noč, najpomembnejši krščanski praznik in upam, da jo preživljate lepo in v družbi najdražjih. Kristjani na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Na Veliki petek so Jezusa Kristusa križali, tretji dan potem, na nedeljo, pa je vstal od mrtvih. Velika noč je za kristjane praznik veselja in upanja. Verujejo, da je Jezus s svojim vstajenjem premagal telesno in duhovno smrt ter za vse prinesel upanje, za kristjane pa upanje na vstajenje po smrti. Seveda v teh dneh ne gre brez tipičnih velikonočnih jedi. To so pirhi, šunka, hren, kruh in potica. Velika noč je sicer premakljiv praznik. Na prvem ekumenskem koncilu v Niceji so določili, da se veliko noč praznuje na prvo nedeljo po prvi pomladni polni luni. Tako je lahko velika noč med 22. marcem in 25. aprilom. Za nami je planiški teden in skoke v planici ter spremljevalne prireditve je obiskalo rekordno število ljudi. Planica je bila letos polna presežkov. Poleg izjemnih uspehov Petra Prevca in njegovih skakalnih kolegov je v dolini pod Poncami letos treba pohvaliti tudi organizatorje, ki so prireditev izpeljali na najvišji ravni. Seveda pa je planica tudi izjemna reklama Zgornjesavske doline po vsem svetu. Ja, res je. Mislim, da smo z letošnjo planico lahko vsi zadovoljni, tako organizatorji kot ponudniki turističnih storitev. Ne nazadnje tudi obiskovalci. Vse nam je šlo nekako na roko, fantje so res dobro skakali, vreme nam je služil, nov nordijski center, mislim, na katerega smo res lahko vsi ponosni. Tako da, ko so se vse te stvari nekako združile, je ratala planica presežkov in jaz mislim, da upam, da jo bomo čim prej tudi ponovili. Morda pregledava kakšne številke, koliko obiskovalcev se je nabralo, koliko izkupička potem pride posledično z njimi? Po ocenah organizatorja je bilo v sami planici okrog 110 tisoč obiskovalcev. Kar se tiče samih nočitev, mislim, da smo lahko zelo zadovoljni. Od četrtka do nedelje je bila Kranjska Gora kot destinacija, to se pravi od Rateč do Mojstrane nabito polna. Mi ocenjujemo, da okrog 15 do 17 tisoč nočitev naredimo v sklopu same planice. Tudi sama potrošnja izven športne prireditve, mislim, da je kar v redu, da so bili zadovoljni tudi gostinci in pa drugi ponudniki. Zdaj od številkah točno ne bi govoril, ker je za oceno še nekako prezgodaj, ampak mislim, da če potegnemo črto na splošno, mislim, da je bila stvar zelo uspešna. Če pogledava dolgoročno, je to res velika promocija Kranjskogorske občine, taka prireditev? Mislim, dolgoročno se že dolg časa ve, da planica je prav gotovo ena izmed tistih blagovnih znamk, na katero moramo staviti in smo že v preteklosti stavili. Skozi vsa leta se je izkazalo, da v bistvu prav s planico in pa s pokalom Vitrans destinacija Kranjska Gora pridobiva na vrednosti. Je prepoznana in glede na vložek, ki ga damo, mislim, da je ta multiplikator več kot pa odlično investirano v tem smislu. Všeč mi je v bistvu to, da se zdaj lahko prvič govorimo o tem, da po sami tekmi v planici planica ne bo zaspala za 365 dni, ampak da bo planica zaživela prav zaradi tekme. Tako v pomladnem času kot v poletnem času mislim, da imamo zdaj idealno možnost za razvoj nordijskega centra, za razvoj ponudbe v turistični destinaciji. Tako da mislim, da je letos res tisto prelomno leto, ko bomo z nordijskim centrom res dobili tudi dodatno turistično ponudbo, ki jo moramo izkoristiti. Kranjskogorski župan Janez Hrovat je po končani planiški prireditvi napisal tudi naslednje pismo zahvale vsem, ki so se trudili pri organizaciji tako planiške prireditve, kot tudi pokala Vitrans in ostalih tekem. Takole je zapisal: Pred 14 dnevi smo bili priča uspešno organizirani prireditvi Pokal Vitrans, kjer je organizatorjem v izjemno težkih pogojih uspelo izpeljati 3 tekme za svetovni pokal v alpskem smučanju. O uspehih skakalcev in profesionalni izvedbi prireditve so vsi domači in tuji obiskovalci, predstavniki medijev in visoki gosti izrekali same pohvale. Tudi organizatorji slaloma in veleslaloma so izpeljali tekme v izrednih razmerah ter bili deležni samih pohval. S profesionalno izvedbo tekov v nordijskem centru pa so organizatorji dokazali, da je teren pripravljen za izvedbo finala za svetovni pokal v nordijskih disciplinah. Odveč je poudarjati, kaj takšna tekmovanja pomenijo za promocijo Slovenije v svetu, kaj za promocijo turizma Kranjske Gore in tudi celotne Zgornjesavske doline.
Tako profesionalno organizirana tekmovanja na vseh prizoriščih dajajo pečat zares največjih zimskih spektaklov in ponosen sem, da takšna tekmovanja potekajo prav v naši občini Kranjska Gora. Vsemu naštetemu pa je treba dodati še letošnji svetovni pokal v tekih in smučanju invalidov, s katerima smo imeli praktično 4 različne zimsko-športne prireditve najvišjega ranga. Zato mi dovolite, da se v imenu občine Kranjska Gora in v svojem imenu iskreno zahvalim organizacijskemu komiteju Planica, organizacijskemu komiteju pokala Vitranc, organizacijskemu komiteju svetovnega pokala v smučanju invalidov in organizacijskemu komiteju svetovnega pokala Teki Planica 2016 za odlično organizacijo vseh prireditev z vsemi spremljajočimi aktivnostmi. Zahvalil bi se tudi vsem prostovoljcem, delavcem, ki s svojim znanjem in navdušenjem poskrbijo za to, da so opravljena vsa potrebna dela, hkrati pa svojo pripadnostjo že dolga leta prispevajo tisto, kar smučarskim prireditvam daje dušo in karakter. Zahvala gre tudi vsem prirediteljem spremljevalnih prireditev, saj smo obiskovalcem znova dokazali, da smo gostoljubni in tradicionalno dobri gostitelji. Dovolite, da se zahvalim tudi vsem prebivalcem, od Rateč do Mojstrane, da so vse prireditve od Planice do Kranjske Gore in vse dogajanje okoli njih vzeli za svoje in tako pripomogli k dobremu in prijaznemu sprejemu športnikov in obiskovalcev ter izrednemu vzdušju v celi Zgornjesavski dolini, je pismo zahvale sklenil kranjskogorski župan Janez Hrovat. Na kranjskogorskih smučiščih so zimsko sezono dodobra potegnili. Čeprav narava ni bila radodarna s snegom, pa so pridni žičničarji vseeno poskrbeli, da se je pod Vitrancem dalo zelo dolgo smučati. Zaključujemo s ponedeljkom, 28. marca na velikonočni ponedeljek in takrat bomo našteli 123 obratovalnih dni, kar je za smučišče Kranjska Gora kar veliko. Začeli smo izredno zgodaj, 27. novembra in kot povedano zaključujemo na velikonočni ponedeljek. Dejstvo je, da so snežni pogoji trenutno na smučišču še odlični, pa vendar bom rekla, da je zanimanje za smučanje v Kranjski Gori upadlo, tako kot že vsa ta leta, nekje v drugi polovici meseca marca. Hoteli so se v glavnem zaprli, tako da dnevnih obiskovalcev ni več veliko, odhajajo na visokogorska smučišča, predvsem pa glede na temperature bolj na morje. Tako da smo žičničarji glede na izredno zahtevno in pa dolgo sezono s samim obiskom v letošnji sezoni lahko zadovoljni. Vreme nam je ponagajalo tudi v času božično-novoletnih praznikov in seveda tudi v času šolskih počitnic, tako da smo nekje zabeležili okrog nekaj več kot 167 tisoč smučarjev, kar je podpovprečno in seveda za neko povprečno sezono nam je zmanjkalo okrog 13 do 10 tisoč smučarjev, kakorkoli. Kot sem že povedala, vremenski pogoji in pa samo smuko smo zagotavljali od konca novembra in žičničarji smo izredno ponosni, da nam je kljub izredno težki sezoni to sezono uspelo pripeljati do konca, seveda z visokimi obratovalnimi stroški, predvsem kar se tiče izdelave kompaktnega snega, ampak smo že v nizkem štartu in s pripravami na poletno sezono, ki jo bomo začeli v petek 22. aprila, ko odpremo kolesarski park. No, tule tudi vsako sezono pripravite različne tekmovanja, pridejo različna podjetja, društva? Tudi to smo v letošnji sezoni izpeljali. Ogromno tekmovanj je bilo na našem smučišču. Je pa seveda res, da so tudi organizatorji različnih tekmovanj imeli ogromno težav in so se ta tekmovanja prestavljala na kasnejše termine. Tudi veliko športnih dnevov in šol v naravi smo nekako prestavili v mesec marec. Tako da smo nekako uspeli zadovoljiti vse te smučarske potrebe naših obiskovalcev. Smučarji so bili po odzivih smuka v Kranjski Gori v letošnji sezoni izredno zadovoljni, predvsem tudi s pripravo prog in upamo res, da so bili
da so to dobri obeti tudi za prodajo v naslednji smučarski sezoni, ki jo bomo tako kot ponavadi, če bomo le uspeli zasnežiti proge, začeli nekje konec meseca novembra. Od kod pride največ smučarjev, so to Slovenci? Ja, največ smučarjev imamo še vedno iz slovenskega tržišča in smo tudi na to ponosni. Seveda jim potem sledijo hrvaški obiskovalci, veliko imamo v zadnjih letih tudi italijanskih smučarjev in pa seveda angleški smučarji, tako da je ta mednarodna sestava smučarjev zelo pisana in prav je tako, kajti bilo bi zelo pomembno v bližnji prihodnosti, da se fokusiramo na trge v radiusu 500 km, kajti vemo, da so letalske povezave s Slovenijo še vedno zelo težke, težko vzpostavimo direktne linije, čarterske prevoze, tako da se bomo morali v bližnji prihodnosti fokusirati na te madžarsko tržišče, poljsko, češko in pa seveda v neposrednji okolici ter seveda pospešiti prodajo na trgih bivše Jugoslavije. Rateške žene in dekleta vabijo na že 27. razstavo ročnih del. Ta se znova bohoti s čudovitimi izdelki, kot so prti, pirhi, gobelini in rateški žoki. Glede na to, da se bližajo velikonočni prazniki, letos je glavna nit velika noč, tako da razstavljamo velikonočne prtičke, potem pa tudi narodne motive, potem klekljanje. Moramo se pohvaliti tudi z izdelki naših najmlajših deklet, ki so še posebej pridne in klekljajo, vezejo na prte, tako da to je to. Kdaj nastajajo ti izdelki? Ja, izdelki nastajajo od novembra pa nekje do sredine marca. Se dobivamo vsak teden enkrat, v soboto od 2 do 4 v Kajženkovi hiši. Seveda pa vsaka doma izdeluje tudi sama, tako da potem pa na razstavi pa prikažemo vse, kar se skozi leto naredi. No, verjetno je pohvalno prav to, da imate tudi podmladek. Ja, seveda. Smo zelo veseli, da se punce udeležujejo, da jih naučimo in pa da prenesejo znanja tudi naprej. Začeli smo nekako pred leti, tako da se vsako leto se nam pridruži kakšno dekle. Večinoma kar klekljajo, so zelo navdušene nad klekljanjem, vezejo pa tudi prtičke, ki jih lahko vidite za mano. Kakšnega fanta pa še ni v vaših vrstah? Ne, žal ne, ampak mislim, da bomo pa za kakšne žoke, pa to pa da jih mogli zraven privabiti, ker to je pa kar dosti tako naporno delo, tako da na delavnicah, ki smo jih imeli lansko leto, so se udeleževali, tako da upamo, da se nam bo tudi kdo pridružil. Od kod pa ponavadi pridejo vse obiskovalci pogledati razstavo, če malce povzameva po prejšnjih letih? Ja, obiskovalce pa imamo pa iz cele Slovenije in pa tudi iz Italije in pa Avstrije, tako da tudi mi jih obiskujemo večinoma po Gorenjski, ali pa tudi, če nas povabijo, tudi se kam dol peljemo, tako da nad obiskom smo navdušeni in ga je tudi iz leta v leto več. Razstava je na ogled do 29. marca, vsak dan od 10 do 18 v prostorih krajevne skupnosti Rateče Planica. Ta teden so se na občnem zboru zbrali člani in članice planinskega društva Kranjska Gora. Letošnje leto je pri njih volilno. Dosedanjo predsednico Franjo Krevzelj je na čelu društva zamenjal Marko Kopač. Verjetno res vsi je še ne poznate. Jaz sem Kopač Marko Žarov. Sam sem že član tle, verjetno že kar ne. Že Andrej me je opisal, 15 let, drugače pa živimo v Martuljku. Postavamo do vseh vrst, želim novemu predsedniku ogromno lepih trenutkov, tako kot sem jih jaz doživela z člani našega društva, tudi z vsemi, ki so sodelovali v upravnem odboru, eno rožico z mojega šapka, da se nadaljuje. Hvala. Pa želim ti res vsem skupaj veliko lepega. Franji Krevzelj so se za 2 zelo uspešna mandata zahvalili, društvo pa pušča tudi v zelo dobri finančni kondiciji. Se zahvaljujemo za upravljeno delo. Sem pa presenečena. Hvala. Pa upamo, da bo pomagala novemu vodstvu, ne izkušenju.
Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. Seja Kranjskogorskega občinskega sveta bo v sredo ob 17. Prenašali pa jo bomo tudi na naši televiziji. Med drugim bodo svetnice in svetniki razpravljali o prvem rebalansu letošnjega proračuna, o podrobnem prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori in o delu policijske postaje v lanskem letu. V četrtek ob 17. bo 12. redna seja občinskega sveta občine Jesenice. Na dnevnem redu so med drugim zaključni račun proračuna za leto 2015, odlok o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin in sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2017. V petek ob 18. v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravljajo pogovor in film o Ernestu Jazbinšku, invalidu gorniku, športniku in pisatelju z neizmerno voljo do življenja. Otroška gledališka predstava Mularija brez Wi-Fija v izvedbi mladega Dovškega odra bo v petek ob 18. na ogled v Kulturnem domu na Dovjem. Premiera otroške predstave Liljane Praprotnik-Zupančič z naslovom Kosmata žaba v izvedbi otroške skupine Smer pri KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora bo v soboto ob 17. v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Las občine Kranjska Gora si že od začetka svojega delovanja prizadeva, da bi v okolju, kjer deluje, spodbudil prebivalce k zdravemu načinu življenja, kamor poleg zmanjšane rabe prepovedanih in dovoljenih drog sodijo tudi različne športne aktivnosti, ki krepijo naše zdravje. Zato v mesecu aprilu, v katerem 7. aprila obeležujemo Svetovni dan zdravja, tudi letos vabijo, da se jim pridružite na brezplačnem kopanju za občane naše občine, torej občine Kranjska Gora. Brezplačno kopanje bo v soboto 2. aprila od 9. ure. 3-urni vstop je mogoč v wellnessu Špik v gozdu Martuljku. Vstop bo prost na podlagi predloženega osebnega dokumenta, s katerega bo razvidno stalno prebivališče v občini Kranjska Gora. V ponedeljek 4. aprila ob 18. bo v Domu društva upokojencev na Slovenskem Javorniku predavanje z digitalno fotografijo avtorice Katarine Kos. Naslov predavanja je Po poteh Transsibirske železnice, prvi del. V preddverju velike dvorane Ljudskega doma v Kranjski Gori je do 31. marca na ogled razstava fotografij Športni dogodki v občini Kranjska Gora. Razstavlja član Fotokluba Jesenice Janez Šmitek. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene kronike tedna. Želim vam prijetne praznike še naprej in lep pozdrav do prihodnjič.